Vsak letni čas prinese nove smernice in nove obleke, izbira je velika, želje tudi, najugodnejše majice pa stanejo manj kot 5 evrov. Ne razmišljam kaj preveč o tem, zakaj so tako poceni majice. V tistem trenutku, ko je toliko izbire, ne, pa bolj razmišljam o tem, kakšno majico, če sploh, kot pa o tem, iz kje so te majice prišle, ne. Na majicah pogosto piše narejeno v Bangladešu. Tam oblačila šiva več kot 4 milijone delavcev. Tudi Rešma. Rešma na mesec sodeluje pri izdelavi okoli 2000 majic, zato dobiva mesečno plačilo okoli 50 evrov. Denar potrebuje, da preživi. Majice lastnik tovarne proda podjetjem, kot so H&M, za okoli 1,30 €. H&M majice po svetu prodaja za 4,95 € ter tako zasluži. Podobno počnejo tudi druga podjetja. Čim več pa želi zaslužiti tudi lastnik tovarne v Bangladešu. Zato pogosto varčuje tako, da za tovarno ne porabi veliko denarja, je ne obnavlja in zato ni varna. Na območjih, kjer so tovarne, ne veljajo enaka pravila kot drugje v državi, zato se dogajajo nesreče. Prejšnji mesec se je zrušila tovarna, zaradi česar je umrlo več kot 1000 delavcev. Zato so H&M, Zara in druga podjetja podpisala, da se bodo trudila za boljše delovne pogoje. Ali bodo pogoji za delavce res boljši, bomo videli. Nekaj pa lahko naredimo tudi sami. Ko kupujemo nova oblačila, se pozanimajmo, kje in v kakšnih razmerah so nastala. Če prodajalec ne ve, kdo in kako je izdelal majico ali pa hlače, namreč to že ni dober znak. Lahko pa tudi pod našimi spretnimi prsti iz kakšne stare majice nastane čisto nova modna obleka.